Ker je povpraševanje po poklicu slaščičar veliko, je Javni sklad Republike Slovenije za štipendije razpisal in še razpisuje veliko štipendij. Predvsem je želja na strani sklada in tudi države oziroma živilskih podjetij, da to možnost izkoristi čim več dijakov in se odloči za ta res lep poklic. Povej mi, kaj najraje spečeš za fanta? Za fanta? Kako torto. Ima rad torte? Sladoled ima rad? Ja. Poznaš sladoled narediti? Ne še. Ne še? Ja. Ti? Za fanta? Ja. Kaj mu spečeš? Odvisno. Odvisno? Odvisno od razpoloženja. Ja. Dobra slaščičarka boš. Slaščičarstvo kot poklic pripravlja izdelke, ki so višek kulinarične ponudbe v vsaki deželi. Zato potrebuje slaščičar tudi nekaj likovnih sposobnosti, čut za lepo, za estetsko oblikovanje, predvsem mora biti zelo natančen pri svojem delu, potem mora biti vztrajen in pa kreativen. Vi pa počnete kaj? Zdaj delam stoječo kočijo s konjami. To je pa pouk oblikovanja, ali? Oblikovanja, ja. Za samo oblikovanje uporabljamo predvsem marcipan. Oblikujemo iz marcipana različne figure, živali, cvetje. Lahko pa uporabljamo tudi različne sladkorne mase, kot pod imenom tičino masa ali pa še kakšne druge. Potem pa iz tega naredimo lahko figuro, za katero si predhodno pripravimo načrt, si naredimo vse postopke izdelave in potem dijaki lahko na ta način pripravijo vedno enako figuro. Zdravo. Zdravo. Povej, kaj počneš? Kužek. Kužek. Imaš načrt, vidim. Ja. In kako si pomagaš s tem načrtom? Ja, pač naprimer marcipan obarvati. S čim ga obarvaš? S kakavom. Povej, kaj počneš? Psa barvam. Barvaš psa. Kam pa pride ta pesek? Na torto. Na torto. Kakšne barve uporabljaš? Hladne, tople? Oboje. Mala morska deklica. Ja. Evi, za rojstnodnevno torto. Ja, za rojstnodnevno. Povejte mi nekaj o oblikovanju v slaščičarstvu. Oblikovanje slaščičarstva se čisto nič ne razlikuje od kakršnega koli umetniškega oblikovanja ali kiparstva ali slikarstva, samo da so materiali drugi. Ta vsa razlika je v tem, da so naši materiali užitni. Užitni. Tehnologija, način, likovna teorija, vsa znanost je pa popolnoma identična. In kaj se potem naredi s temi vzorčki? Se jih da v hladilnik? Ni nekaj, tu se posušijo na listu, pa jih dol vzamemo, tako vidi se tule, pa jih polno krasimo na torto. Na osnovi teh lastnosti, ki jih učenec prinese s seboj že iz osnovne šole, lažje posebno pri oblikovanju in dekoraciji gradimo njegovo strokovnost v taki meri, da je ta učenec sposoben nadaljevati tudi v mojstrskem programu. Kje se nameravate zaposliti? Prodajalka mogoče? Ne, raje slaščičarka. Kaj pa najraje delaš? Torte. Torte. Kakšne? Sadne, čokoladne? Sadne, čokoladne, sahar, pač. Vse torte. Kasneje, čez nekaj časa, lahko slaščičarji postanejo slaščičarski mojstri. Lahko se pa odločijo tudi za nadaljevanje šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja in recimo postanejo prehransko-živilski tehniki. Stanka, povej, kam bo šla naprej? Potem sem vpisala v 4-letno v Ljubljano, potem pa delala diplomo, ker bom sanitarni inšpektor. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 211 prostih delovnih mest za poklic slaščičarja.
V enakem obdobju je bilo prijavljeno 71 brezposelnih slaščičarjev. V sladkem poklicu je tudi življenje sladko. Jaz sem malo pobrskal po internetu in sem kar takoj našel kar dosta glasov za slaščičarje, recimo v hotelu, v slaščičarni, v industrijskem obratu. Kako je dan danes z perspektivo slaščičarskega poklica? Ta poklic danes postaja čedalje bolj iskan. Težko je dobiti pravega slaščičarja. Tako je bilo tudi včasih. Tudi včasih je delo iskalo nas, ne mi službo. Kdo pa se ponavadi odloča za ta poklic? Kakšne talente pa zahteva ta poklic? Najpogosteje se odločajo dekleta. Tudi za fante je ta poklic primeren. Potrebno je določeno veselje do tega dela, veselje do oblikovanja, do kreativnosti, pa neki čut odgovornosti, ki bo delo le zaživili. Mirno rokco. Mirno rokco. Tako nekako. Kako je pa kaj za modo v slaščičarstvu? A se isto reče moda? A je trend? Ja, tudi v slaščičarstvu so določeni modni trendi. Trenutno je zelo popularne sadne torte z obilo sadja, čokoladne torte in seveda kombinacija torte z svežim cvetjem. Kar pa zame osebno ni najboljše, ker cvetje higiensko ni neoporečno.